Lepo zdrav mojem imenu, verjetno ne bo nihče presenečen, če rečem, da sem tudi jaz zelo zaskrbljen. Res zaskrbljen za to državo, zaradi vsega tega, kar se dogaja tak mesec. Verjetno bi morali že zdavni, ampak zadnji čas pa je sedaj, da nekoliko kritično presodimo, kaj pa je to takega, kar se glava v naši domovini. Kakšen zmaj leze iz svojega presna. Ko so bile demonstracije v Mariboru, je prišlo koliko 2000, koliko jih je bilo. Zahtevali so odstop Kanglerja. Kangler je bil izvoljen v prvem krogu z večino glasov. Če je bilo 2000 ljudi na demonstracijah, jih je bilo kar nekaj izven volilnega okraja Maribora, kar nekaj je bilo mladoletnikov, recimo, da je bilo 900 volilnih upravičencev, ki so zahtevali odstop Kanglerja. Volilnih upravičencev njegove volilne baze je pa 90 000. 1% volilcev je zahteval odstop Kanglerja in dosegel. Kaj pa drugih 99%? Je to prav? A na tak način bomo dosegli to, kar zahtevajo demonstranti, pravno državo? Je to pravna država? Je to pravična država? Ne govorimo o osebnih zadevah gospoda Kanglerja. In ta ulični linč je bil seveda kriva, je dosegel svoje, je dosegel neko legitimacijo, legitimnost neko. Je prišel dalje. Prišel je v državno inštitucijo, državni svet. Državni svet nadzira državni zbor. Državni svet lahko da blokado nekemu zakonu, ki ga sprejme državni zbor. Je na nek način varuh zakonitosti, ustavnosti. In kaj se je tam zgodilo? Kaj se je tam zgodilo? Večina svetnikov je rekla, seveda, svetnikov, brezmadežnih svetnikov, modrih ljudi, je reklo, ne, Kangler pa ne spada sem in nisem potrdil mandat. Je to pravna država? A si zamislite, da bi recimo večina v parlamentu rekla, Janković ne sodi v parlament, čeprav je dobil komisar, čeprav je izvoljen. In mora ne bi potrdil mandata. Ali da bi rekli, celotni poslanski skupini pozitivne Slovenije, da damo mandat. Ja, potem pa končajmo z demokracijo. Zakaj potem volitve? Pa se ni na demonstracijah začelo to vprašanje in ta procesni linč, ulični linč. Jaz sem bil zelo slabe volje na začetku tega mandata. Ko je predsednik državnega zbora, in to moram tudi povedati, začel linč posameznih poslancev. Poslanca, ki so ga ljudje izvolili, zagotovo je dobil nekaj tisoč glasov, je predsednik državnega zbora pozival, da izvine iz parlamenta. Razlog, kakšne mladostne goljufije, kaj sem prepisoval za diplomo in podobno, ali pa kakšne druge stvari. Kaj pa predsednika parlamenta briga zgodovina poslanca? To zanima volivce. Ko je pa enkrat poslanci izvoljen, ga pa nima nihče letak iz parlamenta, razen seveda že pravnomočno obsojenega, še več kot 6 mesecev zapora. Ali pa če so bile volitve
vsega tega to celo pozdravljajo. In predsednik parlamenta v tem dobiva politične točke. Kaj je to v naši družbi? Ko sem bil jaz predsednik parlamenta, mi še na misel ni prišlo, da bi sodil in obsodil poslanca zaradi nekih stvari, ki jih je izrekel ali storil, ne samo v preteklosti, kaj je to izvar drugih organov, mi imamo inštitucije, ki sodijo in obsodijo, ampak tudi ne, če je v času mandata, v času svoje poslanske funkcije nekje drugje naredil kakšen prekršek, kakšno neumnost in podobno. Jaz sem bil samo zelo občutljiv, če je v parlamentu pri izvajanju svoje funkcije naredil neumnosti. Tako sem imel primer samo enega poslanca, ki je izstopal in sicer žal je tisti poslanc naredil veliko škode, ki bom ga imenoval, veliko škode, in sicer take škode, da ko je vabil, on je vodil eno nadzorno komisijo in je seveda vabil tudi posamezne funkcionarje z področja financ in pa gospodarstva na pogovor, to lahko naredi. In je tako, ker to že mi delal, da sem se jaz kot predsednik državnega zbora osebno od posameznih užaljenih gostov moral opravičiti, sicer bi naredili ti gosti veliko afero. On je vodil komisijo, od katere sta po 2 ali nekaj mesecih so nekateri poslanci pobegnili. Niso mogli več z njim delati. Jaz sem se z njim praktično kregal, sem to problematiziral z njim. Ta isti poslanec je pa pri pisanju knjige prenovljeno pravo Evropske unije, obsežna knjiga. Velik pasus, velik del dobesedno predlomkom z Wikipedije. Pa nisi problematiziral. To ne delajo drugi. Pa niso nič naredili. Pa se ve. Če pa kdo pri svojem izpitu ali te podobnega diplomov, ga je pa predsednik parlamenta metal iz parlamenta. Je to pravična država? Bomo tako dosegli pravično državo s takimi postopki? Ne. Nam se zdaj pa zadnja naša afera. To se pravi poročilo protikorupcijske komisije. Veliko ste že, upam, prebrali vseh teh stvari. Danes me je poklical še en kolega, sodni izvedenec za nepremičnine, oziroma pooblaščeni cenilec, nekdanji sošolec gradbene fakultete, in je poslal tudi neko gradivo, ki ga je pripravil. On je rekel, če bi jaz tako ocenjeval nepremičnine Janeza Janše, kot je to delala protikorupcijska komisija, jaz sem siguren, da naslednji dan bi izgubil licenco.
koruptivno, če je nekdo plačal za to posestvo, za gradbeno parcelo, obsoči na neki elitni lokaciji, plačal Janezu Janši 131.000 evrov. To naj bi bilo koruptivno, dogovorjeno. Polovico tega nagrabljenega koruptivnega denarja, ki naj bi bil na 510.000 evrov, torej kar polovico tega naj bi nekdo priskrbel koruptivno, kar naj bi 10-krat preplačal tisto parcelo, da ne bi bil. Kakšni ljudje pa so pisali to poročilo? Kakšni ljudje? In to poročilo je dokončno, brezprizivno, pika, sobno. Kje to želimo? Ali je ta komisija, ki je preiskovala, več kot eno leto preiskovala, 9 let Janše, to se pravi 9 let, vš ta čas je ali predsednik vlade ali pa poslanec. Ves ta čas, ko je tudi ugotovila, da je dobil 180 evrov avtorskega honorarja, ki so prav tako daleč, tako točno so vse preverjali. Kako to, da ta komisija ni odkrila tistih 6 ali 8 milijonov, ki jih je dobil od Patrije? In so verjetno zamolčali, verjetno jim je Janez dal kak milijonček. No, dobro, če se vprašamo, kako to, da resni ljudje resno jemljajo to poročilo? Potem se vprašamo, kako pa jemljajo naši koalicijski partnerji to poročilo. Kako? To poročilo zagotovo ne vsebuje pomislekov in pritožbe obdolžencev, pritožbe Janeza Janše, zagotovo ne. To je tudi Klemenčič priznal, da tega niso niti smatrali za pomembno, kajti številke same govorijo, številke, kot vemo, številke, kako so skupaj načarane, sem že govoril. Kako to, da so koalicijski partnerji predno bi slišali drugo plat medalje, predno bi vprašali Janeza Janšo, posluši predsednik vlade, kaj pa ti na to pravi, se to je grozno, kar piše. Predno so to rekli, so zahtevali odstop. Torej, to niso resni ljudje. In zakaj so tako pohiteli s tem? Zakaj niso vse priznali, če je velika diskrepanca med mnenjem protikorupcijske komisije in pa obdolžence, potem mora nekdo to razsoditi. Počakajmo sodišče, da bo samo eno razlago imam, da so to storili, kajti imajo več kot 8 letkov, znajo brati. Samo eno, da je bilo pred govorjeno, bodo takoj zahtevali odstop. In tukaj se pojavi ta redosled. Z izmišljenimi floskulami, neargumentirami, ni važno, samo nekaj napiši, in takoj zahtevajo odstop. Tisti prvi bum je treba izkoristiti.
seveda, to se pravi, takoj s hitro zadržjo, hitra likvidacija. Torej, to tako protikorupcijsko komisijo imamo. In ta naj bi bila zadnja inštanca o odločanju, ali naj še imamo predsednika vlade ali ne. Jaz se bojim takega sistema. Mene je strah. In če to dovolimo, če bi zdaj Janez odstopil, bi pomenilo, da legitimira tak postopek. In ta oseba, ta višja državna tožilka,
je predlagala državnemu zboru, ki ima to pravico, predlagala, da parlamentarna komisija za nadzor nad delom komisije za preprečevanje korupcije njen primer obravnava in oceni o delu protikorupcijske komisije. Naj izvede ta nadzor. Tukaj je zelo podrobno napisano, kaj vse je ta komisija z njo počela. In med ostalim, seveda, je moram reči, da je bila ta pobuda poslana 13. maja 2012. Tukaj je gospod Tanko, morda ne bo zameril, če ga imenujem. Vodja poslanske skupine danes je na kolegiju spomnil gospoda, vprašal gospoda Viranta, kaj pa je s tisto pobudo, zakaj še ni začela komisija preiskovati to protikorupcijsko komisijo v zadevi te višje državne tožilke. In je gospod Virant rekel, nič se ne spomnim, da bi kaj takega prejel, bom prevedel. Moram reči, da jaz dobro poznam, kako potekajo pošte v državnem zboru. Vsej v mojem mandatu tako bilo. Niti ena pošta, ki je naslovljena na predsednika državnega zbora, celo z linkom in imenom, dr. Gregor Virant, predsednik državnega zbora, niti ena pošta ni šla mimo mojih rok. Kajti to bi bilo pa zelo čudno s strani strokovnih služb, oziroma s pisarniških delov, da bi to skrili. Niti ena pošta. Jaz ne vem, kako to je prišlo do tega, da kratko malo je to državo v Glavnicu, ali se je čakalo, da se protikorupcijske komisije ne sme očrniti do tega trenutka, ali pa je šlo, ali pa je morda bila posledica tudi te ocene, da gre za višjo državno tožilko, ki si je drznila poseči v primer Taričevič. Diskreditacije, državne inštitucije, kot je protikorupcijska komisija, pa dobiva podobo komisije za diskreditacijo. In še smo pri aktualnih zadevah. Gospod Knutner je organiziral tisti čudovito proslavo v decembru. On je potem zapisal, kako je bilo težko dobiti eminentne kulturnike za sodelovanje na tej državni proslavi. Vse sorte so se izgovarjali, zelo vljudno, zelo lepo. Eden mu je pa celo pisal, da bi zelo rad sodeloval, vendar se bojim posledic. Gospodje, kje smo? Kje je svoboda? Kje je sproščena Slovenija? Dovolite, da vzamem kmečkem žargona demonstracij tistih
družbo Barbara Rov? Ali bomo še vedno tiho, molče, sa sklonjeno glavo, pustili, da nas pelejo Barbara Rov?